Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo imeli terapijo z angeli. Da vidimo, kakšno je za vas sporočilo, karkoli bo prišlo izmed teh 44 kart, tako sporočilo je pravilno. Jaz verjamem v vodstvo, verjamem v to, da smo vodeni, da preko intuicije dobivamo sporočila in včasih pomaga pač potegniti kakšno sporočilo in tudi verjamem v to, da vedno dobimo pravo sporočilo. Tole je ta prvo. Vile. Mogočne vezi vas povezujejo z vilami in vaš življenjski namen vključuje tudi pomoč materi naravi. To je ta prvo sporočilo. Jaz vem, da tisti, ki delate z vilami in ki jih čutite v svoji okolici, da ste se zdaj kar naježili, zato ker so tukaj. Ker ta bitja so okrog nas, čeprav nas jih ne vidimo, ampak jih zaznavamo. Vedno bolj jih zaznavamo. Naslednje sporočilo. Prekličite, očistite in izbrišite nadangel Mihael. No, očitno. Rezanje vezi. Uporabljajte samo pozitivne misli in besede, kajti te se zelo hitro manifestirajo. Prosite angele, da prekličejo vse učinke negativnega razmišljanja iz preteklosti. Ravno prejšnji dan sem razmišljala. Učinki negativnega razmišljanja iz preteklosti. Kot veste, jaz sem pri podjetju Neolife zdaj že 28. februarja, bo 29 let in zdaj nimamo nekih stikov, ampak imela sem mentorja in ta mentor me je pošteno šolal. Veste, pa tisti, ki sledite, vem, da ste že slišali, ampak vseeno bom povedala še enkrat. Enkrat smo imeli neko šolanje, nekaj pol pa smo šli na večerjo in na koncu večerje ona reče, se takole naprej nagne in reče: Minka, a ti lahko dam nasvet? In jaz se nagnem naprej in sem rekla, seveda, veste, jaz sem pričakovala nek nasvet, kako biti bolj uspešen, kako, ne vem, neka magična formula. In on me pogleda v oči in reče: Minka, tebe se ljudje bojijo, ti si čarovnica. Jaz sem bila tako užaljena, tako užaljena. Jaz sem komaj zadrževala jok in v glavnem pol sem seveda v avtu jokala in takrat sem bila še skupaj seveda z mojim bivšim možem in on ga je poklical in je rekel: veš, kaj si ti rekel moji ženi? Je rekel: saj nič takega nisem rabil, ampak jaz sem bila tako užaljena. In sem rabila približno 3 leta, 2 leti, da sem sploh pogruntala, kaj on meni sporoča. On ni rekel, ne vem, ti si slaba, ampak mi je rekel: ti si čarovnica, pomeni, ti si zelo močna. In v bistvu bi bil tukaj lahko zame eno tako priznanje. Druga zadeva pa, ko je rekel, ljudje se te bojijo, je govoril zgolj o sebi. Se pravi, govoril o tem, jaz se te bojim. Seveda, jaz sem potem rabila odpustiti in tako naprej. In v tistem času sem razlagala drugim, kakšen prasec je, veš, kaj mi je rekel, in tako naprej. In bolj kot razlagamo slabo čez nekoga, nekomu drugmu, pošiljamo, bumerang ga odpošiljamo, ampak hodi v krog, In pol, ko jo dobiš ti po glavi, si rečeš: pa se nisem nič tako slabega naredil, pa se jaz sem dober človek, se nobenemu nič slabega ne želim. Sorry. Dobiš jo po glavi, ko pošiljaš slabo energijo, slabe misli drugim. In dejstvo je, da bomo mogli nehati delati obsojanje, čas je, da nehamo. Da če ne moramo dobro reči za nekoga, če ne moramo dobro storiti nekomu, bodimo tiho. Ne da še dodatno stopnjujemo, potenciramo in vse to, ker tja pošljemo negativo, ampak pride v krog ta bumerang in ko pride, jo sam fašeš. In to je zdaj ena taka šola, ker se res moramo navaditi v tej smeri, da ne moram biti dober, ne moram spodbujati, se ne strinjam, vršlus čez usta in tišina. No, naslednja stvar pa.
v kar verjamem, z vsemi temi ljudmi, s katerimi nimamo najboljše odnose, so z nami z razlogom. Zaradi tega, ker imamo nekaj za predelati z njimi. Ali so naši te osebni čustveni trenerji, ki nas učijo potrpežljivosti, ljubezni do sebe, še večkrat so pa to odnosi, ki jih sabo vlečemo že več življenj in nam dajejo ključno lekcijo v našem življenju. In ta ključna lekcija v našem življenju, recimo v tem primeru s tem mojim mentorjem, postavi se za sebe, recimo. Sledi sebi, svoji viziji, ne viziji nekoga druga. Ne slediti temu, da boš nekomu ustrezala in da bo nekdo rekel, dobra si. Sledi sebi, svojemu občutku, izražaj se. No, zdaj vam pa povem naprej. Enkrat sem kupila eno sliko metulja. In to sliko na metulja imam tamle pri vhodu. In nekako vsakič, ko grem mimo tega metulja, si rečem, zakaj? Glejte, kaj me je učil ta metulj? Izražanje. Morala bi, v bistvu to bi po naročilu kupljena slika, tej slikarki bi morala reči, pa nekaj Katarina Vidmar, ne misliti, morala bi reči, le meni pa tole ni všeč. Daj poskuš tukaj, ne vem, meham več tukaj noter, tale zmazek mi ni všeč, daj naredi tako, da bo poletel ta metulj. In dejansko sem že razlagala določenim ljudem, kako mi v bistvu ni všeč ta metulj in tako naprej. Ampak, kaj me uči? Uči me to, da ko sem zaznala svoja čustva, bi jaz mogla izraziti točno dotični osebi, kaj bi bilo za narediti. Ne pa, da razlagam v krog, ja, veš, mi ni všeč, ja, ampak in tako naprej. In to narganje, jaz verjamem, da to nimam samo jaz nekje v svojem programu, ampak verjamem, da ga mnogi izmed nas imamo, zaradi tega, ker je bolj enostavno se pritoževati čez nekoga tretji osebi, kot pa imeti toliko poguma in reči dotični osebi, lej, jaz se pa počutim na ta način, meni bi bilo pa takole pomemben. No, zdaj potem, ko smo pa o tem rezanju vezi, seveda meditacija za rezanje vezi nad angelom Mihaelom, v bistvu sebe daš v krog, to drugo osebo si predstavljaš v drugem krogu in prosiš nad angela Mihaela, da prereže te vezi. In predvsem tej osebi je potrebno pošiljati čisti blagoslov. Nič slabega, zaradi tega, ker, glejte, ta moja modra tončka, ki sem večkrat že rekla, je enkrat rekla, pa vem, da sem to tudi že povedala, ime je rad vse ljudi, tudi tiste, ki jih nič prida ni, ker ne vidiš jim v srce in ne veš, kako so jih hranili drugi ljudje. No, gremo naprej na naslednje sporočilo. Vizualizirajte uspeh, da sebe vidiš že tam, da si na cilju, da že obiraš plodove, da je že obilje. V tej situaciji vidite sebe, kako delujete dobro, zato zaupajte v pozitiven rezultat. Vizualizirajte uspeh. No, v glavnem, terapija z angeli sigurno deluje. Gremo naprej še na nekaj sporočil Ošotovih kart. No, da vidimo. 3 bom potegnila in 3 ključne. Sprejemanje je prišla ven, pa je prišla ven onkraj iluzij, pa ovce, pa lev. Pogojenost. Poglejte, po večini izmed nas smo takole. Živimo po nekih zakonih, v nekih družinah in mogoče imamo občutek, da nismo to mi, ampak se prilagajamo zato, da smo sprejeti. In ko se zavemo, kdo v resnici smo, v resnici smo vsi mi veliko več, kot se nam zdi, ker v osnovi smo duša s telesom, ker v osnovi smo tisto veliko bitje na potovanju skozi življenje. In tisti, ki ste brali knjigo Potovanje duš, tam piše, da zemeljsko življenje je v bistvu v dušnem času, tako kot krajše počitnice, recimo tako kot vikend oddih. 3 dni, nič več. Tako da, ko se zaveš, kdo si, ta zgodba je zanimiva. Lev je odraščal med ovcami, pasel je travo, trudil se je bekat, trudil se je biti ovca.
In potem so enkrat levi prišli in so ga dejansko rekli, pa kaj ti delaš tukaj, ne vidiš, da si lev. Je rekel, ne, jaz sem ovca. In so ga peljali k ribniku in ko se je zazrl svoj odsev, je zarjovel. Je dal tisto ven, kar v resnici je. No in zanimivo, kaj je prišlo. Prišla je tale sprejemanje, čisti razcvet, ko se mi zavemo, kaj mi smo, da smo čista energija, da naše misli, da vse okrog nas je energija. Predvsem pa to, da imamo moč ustvarjanja, da to, kar mi si zamislimo in recimo, ko razmišljam, upam da, glejte, to je molitev, ki sporoča, naj se to zgodi. Upam, da mi ne uspe, zdaj je sneg, upam, da ne bom imel nesrečo. Izvolijo, ker dejstvo je, da vesolje ne sliši besede ne. In rečeš, upam, da ne bo nesreče, tup, pa se zaletiš. In onkraj iluzij, pa smo spet pri metulju, pri tem, kar letiš, pri tem kristalu, preko tretjega očesa, tukaj ta polje je povezano s hipofizo in epifizo in to sta najmočnejši čakri, ki sta povezani, žlezi, ki sta povezani s kronsko čakro in v bistvu vplivata na celo delovanje našega telesa. Vse med sabo povezan, čisto vse med sabo povezan. Mi smo tukaj res samo, naše telo je poligon, zato da lahko predelujemo svoja čustva. In tisti, ki proizvedete bolezen, je samo pokazatelj, eno stvar bo treba nekaj spremeniti, nekaj se je zataknila energija. No, gremo še na prehod v novo dobo, pa da vidimo, kaj še tukaj pride, resnica. Jaz sem popolna, dovoljujem si, da vidim jasno in da vidim resnico. To, kar je, ker dejstvo je, da resnica je. Druga zadeva, vztrajnost. Zmoram vztrajati na začrtani poti. Angeli mi stojijo ob strani. Zmoram zaupati, da je vse v redu. In naslednja stvar, to je pa zdaj ta najbolj pomembna zadeva, je pa sočutje. Sočutje do čisto vseh ljudi. In za moje pojme je res čas sočutja. Ker bolj kot obsojamo ljudi, tiste, ki kakorkoli, ko pogledamo pri vsakem človeku zgodbo zadaj. In jaz imam soseda enega, ki zna lajati na ljudi. In kolikor poznam njegovo zgodbo, vem, da ni v mladosti imel nič lepega. Dajte pomisliti. In koliko je takih ljudi, ki so jih fasali za najmanjšo zadevo, samo da je odprl usta, jih je dobil po riti, ali pa za ušnico, ali pa za ta sladke. A veste, ta generacija, ki je še starejša od mene, je imela še večje izzive. In šele zadnja leta, te otroci, ta nova generacija, so ta čista bitja, ko nimajo več teh programov, tudi mogoče veliko manj karme za predelati. Mi, vsi starejši, imamo precej za predelati. Strah glede preživetja, strah pred sodbo drugih ljudi, karmične odnose, to, kar vlečemo, občutek nemoči. Tudi zdajle, kakorkoli, stvari so čudne, ne? Letos je drugače in marsikdo, ki ga zdajle močno prestavlja, mogoče je bil že kdaj v življenju v podobni ali pa v prejšnjih življenjih v podobni situaciji, ko se mu je zaštrikalo življenje in bi bilo najlažje skočiti pod vlak. Dobro, da zdajle ne vozijo, Ali pa, ne vem, poglejmo, leta 1917, ko je bila gospodarska kriza prva. Takrat so posnetki ljudi, ki so skakali iz stolpnic, zaradi tega, ker je bilo konec sveta, ker so izgubili vse. Dejstvo je, da konec sveta se vsake toliko časa se tudi najdejo neki guruji, ki razlagajo, konec sveta bo. Možen je, ja, da je konec tega sveta, kot je bil. Ampak nič hudega. Nič hudega. Zato, ker vsakič, ko se neka sprememba naredi, se spremeni
vedno za oktavo na boljš. Vedno, kar poglejmo, prva svetovna vojna, druga svetovna vojna, karkoli se je zgodilo, nekako gre potem na višji nivo. In ja, včasih kakšna stvar more dovoljiti ali pa povzročiti neko odmrtje, da lahko nastane nekaj novega. Tako da ja, tako je življenje. Imejte se radi, delajte na sebi in dajmo še zadnje sporočilo. Zadnje sporočilo, pogovori z angeli, je pa moč manifestacije. Uporabljajte svoje duhovne darove in naravne sposobnosti, da boste dobili zaželeni rezultat. Moč manifestacije. In to imamo. Mi imamo ljudje v sebi moč, da si zamisliš in usmeriš to svojo energijo tja, kamor želiš. In moč manifestacije je, da si ti zamisliš, kaj želiš. In da potem že vidiš končen rezultat. In da že vidiš, ne vem, jaz zdaj razmišljam o teh nemških kartah, da vidim že ljudi, kako so srečni, kot berejo ta sporočila. Tudi na koncu koncev, te karte slovenske res so nastale pod čistim navdihom, ampak veste, koliko ljudi mi sporoča, joj, odprem karte, položim karto na moj oltarček in me spremlja. In spet je prišla ven vztrajnost. Zmoreš vztrajati na začrtani poti. Tako da, glejte, ja, življenje je poligon. Dovolite, da vas šola. Ne se upirati temu, ne bežati, ampak umirite se, da boste lahko slišali, kaj je vaša šola. Boste videli, življenje vas podpira. Absolutno vas podpira. In podpira vas z izobiljem. Vsega je dovolj, samo sprostite se.